O tajkunizaciji slovenskih medijev, komentar dneva Luka Koper. Kaj se ta trenutek dogaja v vodstvu TV Slovenija, ni jasno. Očitni pa so postali strahotni pritiski na kolego Vladimirja Voduška, saj ga zadnje čase skoraj ne prepoznamo. V vročem stolu na TV Slovenija je včeraj gostil Sašota Pečeta in njegovo skupino upornih poslancev in zdaj že bivših članov SNS. Zakaj in čemu je Vodušek naklonil tako velik odmerek televizijskih minut ravno Sašotu Pečetu, vedo samo osebe iz ozadja, ki že nekaj časa oblikujejo, krojijo in popolnoma obvladujejo program nacionalne televizije. Zakaj je Vodušek v včerajšnji oddaji tako natančno izpraševal Pečeta o že pozabljenih temah iz preteklosti? Zakaj je Pečetu vedno znova dajal priložnost in medijsko platformo, da je ta lahko plasiral svoje ideje in politična prepričanja? Zakaj je Vodušek po očitnem naročilu iz ozadja moral omenjati Pečetove incidente s Hrvati, homoseksualci in črnci in se tako izogibal resnejšim, zanimivejšim, pomembnejšim temam? Na drugi strani pa smo v izjemno kratkem posnetku lahko videli Zmaga Jelinčiča, ki mu Vodušek ni dal prav nobene priložnosti za resnejšo razpravo, saj ga je večinoma spraševal o blondinkah, črnoraskah in drugih trivialijah. Jelinčičeve odgovore pa je kasneje v montaži zreduciral le na besedo ali dve. TV Slovenija je očitno v globoki krizi. Kdo je za to kriv in komu to ustreza, bo kmalu pokazal čas. A žal, najbrž prepozno. S tajkunizacijo slovenskih medijev se moramo spoprijeti takoj in si ne zatiskati oči, misleč, da bo Janez Janša že nekako zmogel. Predsednik vlade ima samo 2 roki, pa še od teh 2 je ena rezervirana za prikupno Urško Bečovnik. Državljani, pomagajmo mu.